V tisočih letih človeške plovbe je milijone ladij prečkalo oceane sveta, a žal niso vse prispele na svoj cilj. Nekatere ladje so potonile skupaj z bogastvom, vrednim več milijard. Nekatere ladje so izginile brez preživelih, ki bi lahko povedali, kaj se je zgodilo. In obstajajo ladje, ki so jih našli šele po stotinah let. Medtem pa večina izgubljenih ladij ostaja skrivnost še danes. Od ladje polne zlata, ki je povzročila veliko gospodarsko krizo, do ladje duhov, ki je skoraj 4 desetletja tavala po Arktiki, bomo v tem videu govorili o najbolj skrivnostnih in najbolj osupljivih razbitinah ladij, ki so jih našli v zgodovini. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 15 na našem seznamu je SS Central America. Obstajajo ladje, ki so potonile, pri čemer niso izgubili le življenj, ampak tudi ogromno bogastva. Eden najbolj znanih primerov tega je SS Central America. To je bila parna ladja, ki je igrala pomembno vlogo pri potovanjih ljudi v času kalifornijske zlate mrzlice. Ladja je bila spravljena leta 1852. Njena glavna naloga je bila prevoz potnikov in tovora med vzhodnim delom Združenih držav Amerike in Panamo. Takrat namreč še ni bilo panamskega prekopa, zato je veliko popotnikov najprej potovalo skozi Panamo, preden so odšli v Kalifornijo. Toda na tej ladji niso bili le potniki. Pogosto je prevažala tudi zlato iz kalifornijskih rudnikov. Septembra 1857 je SS Central America plula z zelo velikim tovorom zlata. Ocenjuje se, da je bilo na njej več kot 3 tone zlata, skupaj s številnimi potniki in člani posadke. Medtem ko je bila ladja na oceanu blizu vzhodne obale Združenih držav, jo je zajel močan orkan. Več dni so ladjo neprestano udarjali veliki valovi. Zaradi tega so se stroji na ladji postopoma pokvarili in voda je začela vdirati v notranjost. Posadka je poskušala rešiti ladjo, vendar se je položaj samo še slabšal. Ko je prišel september 1857, so bili člani posadke v vse hujšem položaju. Ko so poskušali rešiti ladjo, se je položaj še poslabšal. Ko je prišel september 1857, so bili člani posadke v vse hujšem položaju. Ko so člani posadke poskušali rešiti, se je položaj še poslabšal. Leta 1857 je bil položaj še slabši. Ko je prišel september, so bili člani posadke in ladja v slabem položaju. Ko je prišel september 1857, se je položaj še poslabšal. Ladja je potonila več kot 2000 metrov globoko v morje, zaradi tega je več desetletij niso mogli najti. Šele leta 1988 je skupina raziskovalcev našla razbitino z uporabo sodobne tehnologije za globokomorsko raziskovanje. Ko so preučili kraj, so odkrili eno največjih zakladov iz ladijske razbitine. Na tisoče zlatih kovancev, zlatih palic in drugih dragocenih predmetov so uspeli rešiti iz globin oceana. Še danes je SS Central America znana kot ena najbolj slavnih ladij z izgubljenim zakladom v zgodovini. Številka 14, Endurance. Niso vse slavne razbitine ladij prevažale zaklade. Nekatere so postale simbol vztrajnosti in preživetja človeka na enem najneusmiljenejših krajev na svetu. Ena izmed teh je Endurance. Endurance je bila ladja, ki jo je uporabljal raziskovalec Ernest Shackleton na svoji odpravi na Antarktiko leta 1924. Njihov cilj je bil ustvariti zgodovinsko potovanje in prečkati Antarktiko, vendar njihov načrt ni bil uresničen. Ko so prispeli v zamrznjeno morje Vedel, je ladjo obkrožil debel led. Sprva so še upali, da se bo ladja uspela rešiti. Toda sčasoma je led ladjo vse bolj stiskal in pritiskal nanjo. Bilo je, kot bi bil v stiskalnici, ki je počasi drobila trup ladje Endurance. Več mesecev so bili ujeti sredi zamrznjenega morja. Sčasoma se je trup ladje začel lomiti in drobiti zaradi izjemno močnega pritiska ledu. Oktobra 1915 je bil Shackleton prisiljen ukazati opustitev ladje. Vzeli so pomembno opremo in rešilne čolne, preden je Endurance dokončno potonila. Kar je impresivno, kljub temu, da so izgubili svojo ladjo, je vsa posadka preživela po izjemno težkem reševalnem potovanju, ki danes velja za eno največjih zgodb o preživetju v zgodovini. Po potopu ladje Endurance se je njena natančna lokacija izgubila za več kot stoletje. Veliko odprav je poskušalo najti ladjo, vendar so bile neuspešne, vse do leta 2022, ko so jo končno odkrili na dnu Antarktičnega oceana.
Nahaja se na globini skoraj 3000 metrov in ker je območje zaščiteno ter zelo težko dostopno, bo verjetno ostala na dnu morja še za prihodnje generacije. Številka 13. Henley. Preden so obstajale velike podmornice, je že majhno plovilo pokazalo, kako težko je, da bi ostalo pod vodo. To je bil Henley. Narejen je bil v času ameriške državljanske vojne in je bil eden prvih podmornic, ki so bile uporabljene v pravi bitki. To plovilo je bilo zelo majhno. Dolga je bila le nekaj več kot 12 metrov. V notranjosti je bilo prostora le za 8 ljudi in ni imela motorja, kot jih imajo današnje podmornice. Namesto tega je posadka ročno vrtela ročično gred, da je poganjala propeler. V notranjosti je bilo utesnjeno, vroče in zelo težko se je bilo gibati. Kljub temu je bila del zgodovinske operacije. Glavno orožje Henleya je bil eksplozivni naboj, pritrjen na dolg drog na sprednjem delu podmornice. Moral je pristopiti k cilju, pritrditi eksploziv in ga nato razstreliti. Februarja 1864 je uspešno napadel vojno ladjo mornarice Unije. To je bil prvič v zgodovini, da je podmornica potopila sovražno ladjo v dejanski vojni. Toda po tem uspehu se Henley ni nikoli več vrnil. Nenadoma je izginil v oceanu skupaj s celotno posadko. Največje vprašanje je, zakaj je potonil. Obstajajo teorije, da ga je morda prizadel lastna eksplozija. Nekateri pravijo, da je prišlo do težave znotraj podmornice. Drugi pa verjamejo, da je vanjo udrla voda med vračanjem k njihovim sovražnikom. Vendar do danes še vedno ni enotnega odgovora, ki bi bil popolnoma dokazan. Leta 1995 so Henleya ponovno našli potem, ko je bil izgubljen več kot 100 let. In leta 2000 so ga uspešno dvignili z morskega dna. Zaradi tega so zgodovinarji izvedeli še več o prvih podmornicah v zgodovini. Toda tudi ko so strokovnjaki že imeli razbitino v svojih rokah, je najpomembnejša skrivnost ostala neodkrita. Kaj se je v resnici zgodilo s Henleyjem tiste usodne noči? Kako je bil izveden prvi podmorniški napad na svetu? Številka 12. Luksuzna ladja, ki ni preživela ene same napake. Obstajajo ladje, ki so bile ustvarjene kot simbol lepote, bogastva in sodobne tehnologije. Vendar včasih, ne glede na to, kako napredna je ladja, lahko ena sama napaka povzroči veliko tragedijo. Eden najboljših primerov za to je Andrea Doria. V 50 letih prejšnjega stoletja je bila to ena izmed potniških ladij, na katere je bila Italija najbolj ponosna. Bila je kot luksuzni hotel, ki plava sredi morja, z razkošnimi jedilnicami, bazenom in notranjostjo, polno italijanske umetnosti. Za številne potnike takrat je bila že sama vožnja z njo del počitnic. Toda julija 1956, ko se je približevala New Yorku po poti iz Evrope, se je nenadoma vse spremenilo. Tisto noč je bila na morju gosta megla. Ker skoraj ničesar ni bilo mogoče videti, je bilo pravilno uporabo radarja in pravilno ocenjevanje gibanja drugih ladij izjemno pomembno. Na žalost sta se Andrea Doria in švedska potniška ladja po imenu Stockholm srečali iz oči v oči. Trk je bil izjemno močan. Trdni premec ladje Stockholm je zadel bok ladje Andrea Doria in pustil veliko luknjo v njenem trupu. Voda je hitro začela vdirati v notranjost. Ladja se je postopoma začela nagibati, dokler ni postalo težko uporabljati številne njene reševalne čolne. Kljub temu je bila evakuacija večine potnikov uspešna. Pomagale so tudi bližnje ladje, ki so se hitro odzvale na izredne razmere. Po nekaj urah je ena najlepših ladij svojega časa popolnoma potonila. Po incidentu je bilo izvedenih veliko preiskav. Strokovnjaki so preučili uporabo radarja, hitrost ladij in celo zasnovo prekatov, ki bi morali preprečiti vdor vode. Toda do danes še vedno ni enega samega razloga, ki bi ga šteli za edini vzrok nesreče. To je še vedno razbitina Andreje Dorije na dnu Atlantskega oceana. Zaradi močnih tokov in postopnega razpadanja ladje, mnogi potapljači to štejejo za eno najnevarnejših potapljaških mest z razbitinami na svetu. Številka 11. Ladja, ki je odgovorila na zadnji klic Titanika. Preden je potonila v lastni tragediji, je bila najprej del ene najbolj znanih reševalnih misij v zgodovini. To je RMS Carpathia. Aprila 1912, ko je Titanik tonil v ledenem severnem Atlantiku, je bila Carpathia ena od ladij, ki je prejela klic na pomoč. Čeprav je bila daleč od kraja nesreče, je takoj spremenila smer in pohitela na pomoč. Po zgodovinskih zapisih je uspelo priti na kraj nesreče in rešiti stotine preživelih s Titanika.
Zaradi tega je ime Karpatija postalo del ene najpomembnejših reševalnih operacij v zgodovini oceanov. A vendar je po nekaj letih doživela svojo lastno tragedijo. Ob začetku Prve svetovne vojne so ladjo uporabili za potrebe britanske vlade. Takrat ocean ni bil varen zaradi nemških podmornic, ki so prežale in napadale ladje zaveznikov Britanije. Julija 1918 je nemška podmornica U-55 v Atlantskem oceanu opazila ladjo Karpatija. Proti njej je izstrelila več torpedov. Po zadetku je hitro izbruhnila panika, položaj je bil slab, kmalu zatem je ladja popolnoma potonila. Več desetletij je njena razbitina ostala skrita na dnu morja. Ko so jo leta 1999 našli, so raziskovalci izvedeli še več podrobnosti o zadnjih trenutkih ladje. A predvsem pa se je svet ponovno spomnil ladje, ki je nekoč rešila preživele s Titanika. Številka 10. Vojna ladja, ki je spremenila pomorsko zgodovino. Nekatere ladje so znane zaradi svoje velikosti, druge pa zaradi bogastva. Toda ta ladja je postala slavna, ker je spremenila način vojskovanja na morju. To je USS Monitor. V prvih letih ameriške državljanske vojne je bila večina vojnih ladij še vedno narejena iz lesa. Vendar je inženir John Erickson verjel, da obstaja boljši način. Zato je zasnoval USS Monitor. Na prvi pogled je bil njegov videz nenavaden. Njegov trup je bil nizko v vodi, skoraj vsa zaščita pa je bila iz jekla. Toda najpomembnejši del je bil njegov vrtljivi stolp. V njem so bili nameščeni glavni topovi. Namesto da bi obrnili celo ladjo, da bi merili na sovražnika, so lahko zavrteli samo stolp. Danes je to običajno pri bojnih ladjah. Toda v tistem času je bila to izjemno velika sprememba. Marca 1862 se je USS Monitor soočil s CSS Virginio v zgodovinski bitki. To je bil prvič, da sta se v pravi vojni spopadli dve železni bojni ladji. Čeprav ni bilo jasnega zmagovalca, je bitka pokazala, da se obdobje lesenih bojnih ladij počasi končuje. Začela se je nova doba železa in sodobnega inženiringa. Toda, čeprav je bil njen dizajn zelo napreden, je imel Monitor še vedno slabosti. Ni bil primeren za močne valove in slabo vreme. Decembra 1862 jo je na morju blizu Severne Karoline zajela močna nevihta. Ko je ladja zdržala pogoje, je kasneje potonila skupaj z nekaterimi člani posadke. Več kot stoletje je bila izgubljena, preden so jo ponovno odkrili leta 1973. Od takrat so številne dele ladje dvignili in preučili. In z vsakim artefaktom, ki ga pridobijo iz morskega dna, zgodovinarji bolje razumejo, kako se je začelo sodobno pomorsko bojevanje, ki ga še danes uporablja veliko držav. Številka 9. Arktična ladja, ki je izginila brez sledu. Dolga leta je bila to ena največjih skrivnosti v zgodovini pomorstva. Dve ladji, več kot 100 ljudi in odprava, kot da bi jo pogoltnil ledeni svet Arktike. Ena od teh ladij je bila HMS Terror. V začetku 19. stoletja je bila HMS Terror zgrajena kot vojna ladja britanske kraljeve mornarice. Zgrajena je bila zelo trdno, saj je bila prvotno zasnovana za prevoz težkih minometov, ki so jih uporabljali proti utrdbam na obali. A vendar jo je kasneje čakala še večja naloga – Arktika. V tistih časih je bilo še veliko delov Severnega oceana, ki jih človek še ni raziskal. Veliko držav je iskalo hitrejšo morsko pot, ki bi povezovala Atlantski in Tihi ocean. Velika Britanija je bila ena izmed vodilnih držav pri tem iskanju. Zaradi trdnosti ladje HMS Terror so jo izbrali za sodelovanje v več arktičnih odpravah. Dokazala je, da lahko preživi v najtežjih ledenih pogojih in izjemnem mrazu, vendar je njena najpomembnejša misija prišla leta 1845. Skupaj s sestrsko ladjo HMS Erebus so HMS Terror poslali pod vodstvom Sir Johna Franklina, da bi poiskali preostale dele severozahodnega prehoda. Vsi so bili samozavestni, preden so odšli, imeli so sodobno opremo za tisti čas. Ladje so bile okrepljene za led in opremljene s parnimi stroji, da bi pomagali pri plovbi. Toda potem, ko so prispeli v Arktiko, so nenadoma izginili. Nihče se ni vrnil. Nihče ni mogel pojasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Več desetletij je Velika Britanija pošiljala različne reševalne in iskalne odprave. Le počasi so našli sledi odprave.
Našli so opremo, tabore in dokaze, da so imeli člani posadke velike težave zaradi hudega mraza in pomanjkanja hrane. Vendar pa samih ladij niso mogli najti. Šele skoraj poldrugo stoletje kasneje, leta 2014 in 2016, so iskalne ekipe našle HMS Erebus in HMS Terror na dnu morja na severu Kanade. Zaradi mrzle vode Arktike je veliko delov ladij ostalo dobro ohranjenih v primerjavi z drugimi razbitinami po svetu. Njihovo odkritje je pomagalo zgodovinarjem bolje razumeti, kako težka so bila potovanja po Arktiki v času, ko še ni bilo sodobne tehnologije. Številka 8. Vojna ladja, ki je potonila pred celotnim narodom. Nekatere ladje potonejo sredi nevihte, druge pa izginejo v oddaljenih oceanih. Toda Mary Rose je potonila, medtem ko jo je opazovalo veliko ljudi. Še bolj presenetljivo pa je, da se je to zgodilo sredi bitke, kjer so pričakovali, da se bo še borila. Mary Rose je bila ena najpomembnejših vojnih ladij Anglije v času kralja Henrika VIII. V 16. stoletju je bila ena najmočnejših orožij angleške mornarice. Nosila je težko orožje. Imela je topove in bila zasnovana za boj proti sovražnikovim ladjam na morju. Dolga leta je bila del različnih vojaških pohodov Anglije. Toda julija 1845 oziroma julija 1545 je prišel dan, ko se je njena služba končala. Medtem ko se je angleška flota pripravljala na boj proti francoskim ladjam, se je Mary Rose nenadoma nagnila na bok. Le nekaj trenutkov kasneje se je hitro napolnila z vodo in potonila. Vse se je zgodilo pred številnimi pričami. Zaradi tega so se takoj pojavila vprašanja, kaj je bil pravi razlog. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da je voda morda vdrla skozi odprta topniška vrata, ko se je ladja obračala. Drugi pa pravijo, da je morda težava nastala zaradi teže orožja in opreme v notranjosti. Obstajajo tudi teorije o močnem vetru ali napakah posadke. Toda do danes še vedno ni enega samega odgovora, ki bi bil popolnoma dokazan. Več kot 400 let je ležala na dnu morja, nato so jo ponovno odkrili leta 1971. Leta 1982 so jo uspešno dvignili v enem največjih projektov morske arheologije v zgodovini. V notranjosti so našli na tisoče predmetov mornarjev. Bila so orožja, delovna orodja in osebni predmeti. Zaradi tega so zgodovinarji dobili izjemno priložnost videti, kako so živeli navadni člani posadke v času Tudorjev v Angliji. Številka 7. Vojaška ladja, ki je izginila čez noč. Včasih globoko morje ni potrebno, da nastane skrivnost. Včasih je dovolj, da ladja odpluje iz pristanišča in je nikoli več ne vidijo. To se je zgodilo z USS Conestoga. Tu ni bila velika bojna ladja, prav tako ni bila luksuzna križarka. To je bil le močan vlačilec, ki so ga uporabljali za vleko, reševalne operacije in druga pomembna dela na morju. Med Prvo svetovno vojno ga je kupila USS Conestoga. To je bilo zato, da bi pomagal pri različnih vojaških operacijah. Po vojni je nadaljeval svojo službo v različnih delih Amerike. Zdi se, da je bilo vse normalno. Do marca 1921, ko je USS Conestoga odplul iz Kalifornije na dolgo plovbo proti ameriški Samoji. Vendar ni prispel na cilj. Prav tako se ni vrnil, kot da bi kar naenkrat izginil. Ker ni bilo jasnih informacij, je ameriška mornarica izvedla obsežno iskalno akcijo. V operaciji je sodelovalo veliko ladij in letal, a niso našli ničesar. Skozi leta so se začele pojavljati različne teorije. Nekateri so rekli, da je morda doživel okvaro. Nekateri so menili, da je morda doživel hudo nesrečo na morju, vendar ni bilo trdnih dokazov. Njegovo izginotje je ostalo skrivnost skoraj celo stoletje. Leta 2016 je Nacionalna uprava za oceane in atmosfero objavila, da so našli razbitino USS Conestoga. Našli so jo blizu otoka Farallon v Kaliforniji. Na podlagi preiskave se zdi, da je ladjo verjetno zajela močna nevihta le nekaj ur po odhodu iz pristanišča. Ko so to objavili, je ena stvar še naprej pritegovala pozornost raziskovalcev. Ladjo so namreč našli zelo daleč od poti, po kateri bi morala pluti. To pomeni, da se je v prvih urah njenega potovanja zgodilo nekaj, česar do danes še vedno popolnoma ne razumejo. Potem, ko so našli razbitino, je Nacionalna oceanografska in atmosferska uprava objavila novice o zadnjih trenutkih ladje Conestoga, ki je nekoč izginila brez sledov v oceanu. Številka 6. Vojna ladja, ki je potonila, še preden je prišla v boj. Včasih največja sramota na morju ne prihaja od sovražnika, včasih izhaja iz lastnih napak.
To se je zgodilo z vaso. Vasa je bila zgrajena, da pokaže moč Švedske v 1600 letih. To ni bila navadna ladja, bila je velika, lepa in polna okraskov. Imela je rezbarije kralja, simbole moči in verske prizore, kot plavajoče sporočilo drugim državam, da je Švedska močna. Toda za vso to lepoto se je skrival velik problem. Trup ladje je bil previsok, zgornji del je bil pretežak. In ker je bilo na njej nameščenih veliko topov, je ladja postala nestabilna. 10. avgusta 1628 je prvič izplula iz stockholmskega pristanišča. Veliko ljudi jo je opazovalo. Pričakovali so, da bodo videli nov simbol švedskega naroda. Toda minilo je le nekaj minut, veter je zadel njena jadra, ladja se je nagnila. Nato je voda vdrla skozi odprte topovske line. Ladja si ni več opomogla. Vasa je hitro potonila že na svojem prvem potovanju. Ni bila poražena v vojni, sovražnik je ni razstrelil. Potonila je, ker zasnova ni bila dovolj stabilna. Več kot 300 let je ostala pod vodo. Ker je voda v Stockholmu hladna, se je velik del ladje ohranil. Leta 1961 so vaso dvignili skoraj v celoti. Danes jo lahko vidite v muzeju Vasa v Stockholmu. In nekdanji simbol moči je postal opomnik, da ne glede na to, kako lep je projekt, če so temelji napačni, se bo vseeno zrušil. Številka 5, še vedno je to zakladna ladja. V času velikih pomorskih odprav je bila Portugalska ena najmočnejših pomorskih držav. Njihove ladje so prevažale blago, kovine, denar in druge dragocene stvari v različne dele Evrope. Ena od teh ladij je bila Santo Antonio. To je bila portugalska trgovska ladja, ki je plula iz Lizbone v Antwerpen. Prevažala je dragocen tovor, kot so baker, srebro, tkanine, orožje in druge stvari pomembne za trgovino. Toda 19. januarja 1527 ladja ni končala svoje poti. Medtem ko je bila na vodi blizu Cornwalla v Angliji, jo je zajelo hudo neurje. Sidro naj bi se odtrgalo in posadka je poskušala približati ladjo obali. Namesto da bi se rešili, je ladja zadela nevaren del obale. Tam se je ladja začela lomiti. Veliko jih je umrlo, preživeli pa so ostali sredi kaosa. Toda zgodba ni bila le o neurju. Ker je bil tovor dragocen, so se ljudje hitro vključili v dogajanje. Nekateri domačini so pobrali stvari z razbitine. Bili so tudi predstavniki oblasti, ki so želeli pridobiti tovor. Zaradi tega je prišlo do velike pravne bitke. To ni bila več le preprost brodolom. To je postalo vprašanje bogastva, lastništva in moči. Po mnogih stoletjih so potapljači in arheologi ponovno preučevali kraj. Našli so dokaze, ki pomagajo bolje razumeti, kako pomembna je bila ta ladja za trgovino v tistem času, vendar pa ostajajo vprašanja. Je bilo res samo neurje razlog za potopitev? Je bila ladja pretežko natovorjena ali pa se je zgodilo še kaj drugega, preden je bila dokončno uničena? Še danes Santo Antonio ni le zgodba o potopljeni ladji. To je tudi zgodba o času, ko je bilo morje glavna pot do bogastva, nevarnosti in moči. Številka 4. Ladja duhov, ki ni hotela potoniti. Obstajajo ladje, ki izginejo, ker potonejo. Toda obstaja ena ladja, katere zgodba je še bolj strašljiva. Ker potem, ko jo je posadka zapustila, ni takoj potonila. Še naprej je tavala po Arktiki brez posadke. To je SS Bajčimo. To ladjo so uporabljali za trgovino s krznom v severnem delu Kanade. Kanada. Prevažala je zaloge v oddaljene skupnosti in pobirala živalsko krzno od trgovcev. Zgrajena je bila zelo trdno, saj se je morala boriti proti ledu in hudemu mrazu. Toda leta 1931 jo je ujel debel led blizu Aljaske. Sprva je posadka čakala, da se bo led razbil, da bodo lahko odšli. Toda vreme se je še poslabšalo. Zato so ladjo začasno zapustili in postavili tabor na varnejšem kraju. Po močni snežni nevihti so izgubili izpred oči Bajčimo. Mislili so, da je potonila, a ni bilo tako. Po nekaj dneh so ladjo ponovno opazili, kako plava na drugem mestu. Posadki je uspelo rešiti nekaj tovora, a same ladje niso mogli rešiti. Mislili so, da je to njen konec. A prav tam se je začel še bolj nenavaden del zgodbe. V naslednjih letih so Bajčimo večkrat opazili v Arktiki. Včasih je bila ujeta v ledu. Včasih je plavala po morju. Nekateri ljudje so poskušali stopiti na njo ali si jo prilastiti. Toda zaradi mraza, ledu in nevarnih razmer jim je niso uspeli popolnoma nadzorovati. Zadnje potrjeno opažanje je bilo leta 1969. To pomeni, da so jo skoraj 40 let videvali v Arktiki, potem ko so jo zapustili.
Potem je izginila, nihče ne ve, ali je potonila. Nihče ne ve, Ali jo je zdrobil led, in ker je Arktika tako obsežna, obstaja majhna možnost, da so njeni ostanki še vedno nekje tam, tiho pokopani v ledu. Zato je SS Bajčimo še danes znana kot ena najbolj znanih ladij duhov v zgodovini. Številka 3. Razbitina ladje sredi puščave. Običajno so razbitine ladij najdene pod morjem, toda obstaja ena ladja, ki je videti, kot da je na napačnem mestu. To je Edward Boleyn. Leta 1909 med plovbo blizu obale skeletov v Namibiji se je zataknila v plitvem delu morja zaradi goste megle in nevarne obale. Potniki so varno zapustili ladjo, vendar je ladja ostala. Skozi leta se je morje postopoma umikalo, puščava pa se je širila. Zaradi tega je ladja, ki je bila nekoč ob obali, pristala sredi peska. Danes je ta ladja že več 100 metrov oddaljena od sedanje obale. Zaradi suhe klime puščave Namib je velik del razbitine še vedno viden do danes. Zato je to ena najbolj nenavadnih ladijskih razbitin na svetu. Morska ladja, ki se je očitno izgubila in pristala sredi puščave. Številka 2. Ladja zakladov, vredna milijarde. Če obstaja ena ladijska razbitina, ki jo lovci na zaklade pogosto imenujejo Sveti Gral, je to San Jose. To je bila španska galeja, ki je potonila leta 1708, medtem ko je prevažala ogromno bogastvo iz Južne Amerike. Medtem ko je plula proti Španiji, je naletela na britanske vojne ladje blizu obale Kolumbije. Sredi bitke je na ladji prišlo do močne eksplozije. Hitro je potonila skupaj z zlatom, srebrom in dragocenimi dragulji na krovu. Več kot 300 let svet ni vedel, kje je ladja, dokler je Kolumbija ni našla. Leta 2015. A vendar se tu zgodba ni končala. Do danes se še vedno razpravlja, kdo ima pravico do bogastva v njej. Kolumbija ima zahtevek, tudi Španija ima zahtevek. Obstajajo tudi skupine, ki pravijo, da nekateri od teh zakladov izvirajo iz španskih kolonij v Južni Ameriki. Zato največja skrivnost San Joseja danes ni več, kje se nahaja. Ampak kdo je pravi lastnik milijard dolarjev, ki so še vedno pod morjem? Številka 1. Najstarejša najdena razbitina ladje. Še preden so bila zgrajena številna starodavna cesarstva, so ljudje že pluli in trgovali po morju. Dokaz za to je razbitina ladje Dokos. Našli so jo blizu majhnega otoka Dokos v Grčiji in številni arheologi jo štejejo za eno največjih in najstarejših razbitin ladij, ki so jih odkrili na svetu. Ocenjujejo, da je potonila pred več kot 4000 leti v bronasti dobi. Ko so raziskovali območje, so raziskovalci našli veliko kosov keramike, vsakdanjih predmetov in kamnitih sidrov. Ti predmeti kažejo, da je že pred 1000 leti obstajala organizirana trgovina med različnimi skupnostmi. Čeprav je od lesa ladje ostalo zelo malo, so artefakti, ki jih je pustila za sabo, še vedno izjemno pomembni. Zaradi tega zgodovinarji bolje razumejo, kako so ljudje v starih časih živeli, potovali in trgovali. In čeprav že vemo, kje je potonila, obstajajo vprašanja, na katera verjetno nikoli ne bomo dobili odgovora. Kdo so bili ljudje, ki so jo imeli v lasti? Kaj se je točno zgodilo med njihovim potovanjem in kakšna je celotna zgodba te ladje, ki leži na dnu morja že več kot 4000 let?